Naslov današnje teme je Jezusova molitev Oče naš. Gre za uvod v molitev, ker, so tako kot imamo v Evangeliju po Luku, so učenci prosili Jezusa, in so mu rekli: "Gospod, nauči nas moliti, nauči nas moliti." In on jim je potem odgovoril in jim je dal, to preprosto molitev in je to zelo dober uvod v to sploh, ko se sami učimo moliti in ko sami tudi želimo poglobiti, svojo molitev. Se pravi, to, kar je Jezus tukaj dal, je pač neka osnova. Je osnova vse in vsakršne molitve. Mislim, da je neki Trubar nekje napisal nekaj v tem smislu: "S to molitvijo se morajo vse molitve glihati." To je dobro povedano, se pravi, to je pač na ta način to je osnova, iz katere naj bi izhajale vse naše molitve. Se pravi, tukaj nam je podan neki tak temelj za vse. In tako čisto uvodoma, no, bi povedal, da se mi zdi, da se prav tukaj v tej molitvi se pa prav vidi Jezusova genialnost. Zato, ker je dal molitev, ki je po eni strani skrajno preprosta, tako enostavna je, da jo lahko vsak otrok osvoji in dejansko jo lahko moli in ima nekaj od nje, a ne. Ampak po drugi strani je pa v njej taka globina, a ne, da se v njej že 2000 let v njo se poglabljajo, teologi, misleci, mistiki in ji ne pridejo do dna, zmeraj več in več se odkriva v njej. Tako da tukaj, tudi to, kar bom jaz zdajle povedal o molitvi, o tej molitvi, je bolj ali manj samo res neki uvod, neko napotilo v raziskovanje, ker mislim, da nas Jezus in Jezusov duh, ker Jezus je vstal od mrtvih, nas vsakega od nas kliče, da začnemo se poglabljati v to molitev in sami odkrivati njeno globino. Se pravi, to zdaj bo neko pač izhodišče za neko potovanje. No, prvo, kar opazimo, če gremo to molitev malo pobliže pogledat, je to, da vidimo, da je Jezus tukaj strnil, lahko bi rekli, da je to neki povzetek vsega Svetega pisma. Jezus je tukaj strnil mnoge različne stvari, ki jih najdemo v Svetem pismu, mnoge in poudarke in molitve. In da je to tukaj Jezus, zato pravim, je stvar tako genialna, ker je Jezus sem not zapakiral ogromno enih stvari iz Svetega pisma, ogromno enih glavnih poudarkov. In tudi sam sem pripravil en dokument, ki ga bom pozneje delil spodaj, v bistvu sem tako izpisal sem Jezusovo molitev Oče naš in potem sem zraven napisal razne citate iz Svetega pisma, pa niti niso vsi, jih bi bilo lahko še precej več. Ampak se pravi, to je dobro vedeti. Tukaj noter v teh par besedah odzvanja ogromno enih svetopisemskih misli, ogromno enih svetopisemskih tem, in zato je ta molitev tako bogata, ne, zato omogoča res tako intenzivno poglabljanje vanjo. No, in predvsem, ne, to, kar se mi zdi pa, kar je pa res pomembno za nas kot Jezusove učence, pa to, da pravzaprav Jezus s to molitvijo kaj naredi? Jezus nas v resnici povabi v svojo lastno molitev. To, kar tule Jezus da, tako je on molil, pač z izjemo tistega, glede grehov, a ne, da naj nam Bog odpusti grehe, ampak vse ostalo je pa on molil in no, saj to bomo tudi pač videli v nadaljevanju. Ampak gre v bistvu za tukaj, tega se moramo zavedati, gre za res tak neverjeten privilegij, da Jezus je učencem, tako da bi jim rekel: "No, zdaj pa pridite vi sem, pa boste molili tako, kot jaz molim." In se pravi, Jezus moli ven iz svojega odnosa z očetom. In seveda s svojimi poudarki, s tistimi stvarmi, ki so bile Jezusu glavne, ki so bile Jezusu ključne. Tako da in to moramo imeti pred očmi. No, in preden gremo k sami vsebini, lahko poglejmo še celoto, a ne. Molitev, če jo pogledamo takoj od daleč, ta kratka molitev je sestavljena iz 2 delov. In prvi del lahko naslovimo Ti z veliko začetnico, drugi del pa naslovimo Mi. Se pravi, prvi del, ne, naš Oče, ki si v nebesih, tvoje ime naj bo posvečeno, tvoje kraljestvo naj pride, tvoja volja naj se zgodi.
potem je prehod, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Odpusti nam naše dolge, kot tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Se pravi, prvi del, že to je zanimiv nauk v molitvi, da tako rečemo, ne, da v molitvi najprej pozabimo nase in se obrnemo k Bogu. Najprej ti, tvoje, ti. Ne. In potem šele, mi to, kar mi rabimo. Ne. In tudi ta množina je pomembna, ker čeprav tudi molimo sami, molimo skupaj. Ne. Vse Jezusovo telo mol, če molimo ven iz Jezusa. Ne. No, zdaj pa je smiselno, da enostavno gremo na kratko pogledati posamezne dele te molitve, pa da majčkeno povemo v smislu enega uvoda. No in lahko že pri prvi besedi se lahko ustavimo. Oče naš. V aramejščini, tako izvorno, je bila to skoraj gotovo beseda Abba. Ja. In vidimo, na enem mestu so nam celo evangelisti ohranili v Markovem evangeliju 14:36 v Getsemaniju Jezus moli in je evangelist Marko prav zabeležil Abba, oče, tako je začel molitev. Se pravi, tukaj res vidimo, tako je Jezus molil. Jezus je klical Boga Abba, oče. Ampak tule pa potem ena druga zelo pomembna in zelo zanimiva referenca, ki je za nas ključna, je pa pismo Rimljanom 8, kjer Pavel pravi, da je pač Bog zdaj poslal v nas duha svojega sina, v katerem kričimo, to besedno, Abba, oče. Se pravi, Pavel opiše, ko Pavel govori o dejstvu, da nam je Sveti Duh dan, pravzaprav kot prvo delo tega duha omenja to kričanje duha Abba. In a ni zanimivo, da je Jezus pa rekel, tako začnite moliti. Kot bi rekel, pejte v duha. Pustite, da duh, ki je v vas, začne kričati Abba, oče. Kot majhni otroci, vpijte k nebeškemu očetu v duhu, ki vam je dan. Se pravi, to je prvi besedi vidimo, kako močno nas ta molitev postavi v Jezusa in seveda v duha. Da molimo v duhu in v resnici, tako kot je Jezus nekaj drugega učil. Pravi, da to je to, kar je on prišel vzpostaviti. Molilce, ki molijo v duhu in v resnici. Ta, ki si v nebesih, bomo razložili pol, ko bomo govorili o kakor v nebesih, tako na zemlji. Ker mi molimo na zemlji, ampak molitev gre pa v nebesa. To bomo pol razložili. Posvečeno bodi tvoje ime. Ja, tukaj je zelo veliko v tem stavku, je spet ogromno zapakiranega. Dostikrat ta stavek razumemo v tem smislu, Bog ti sebe proslav kot izraz slavljenja, in to tudi je, ampak je tudi še več kot to. Na eni strani imamo en izjemno zanimiv tekst pri preroku Ezekielu, to je Ezekiel 36, govori o tem, da tako Bog pravi Izraelcem, vi ste moje ime oskrunili. Ampak jaz vas bom pa zdaj obnovil, ne zaradi vas, ampak zaradi mojega imena. Vi ste moje ime oskrunili med pogani, jaz bom pa zdaj vas rešil, zato da bom posvetil svoje ime, ki ste ga vi oskrunili. Se pravi, o čem govori tekst? Govori o odrešenju. Tam, če pogledate, to je v 36. poglavju preroka Ezekiela, govori tam takoj zraven je obljuba, da bo Bog dal novo srce ljudem, novega duha, to je obljuba nove zaveze, odrešenja, ampak prav Bog to bom naredil zato, da bom sebe poveličil. Vi ljudje me skrunite, me žalite s svojimi grehi, s svojim življenjem, ki je proti meni, in vi, tudi moje ljudstvo, me v bistvu sramotite med pogani, med onimi, ki Boga ne poznajo, ampak jaz bom pa zdaj posegel in bom posvetil svoje ime. Kako? Tako, da bom vas posvetil. Ko pravi, očistil vas bom s čisto vodo. Se pravi, tle imamo en izreden tak moment božjega odrešenja, no? Kako Bog nas rešuje. Ja, Bog nas rešuje zato, da se on poveliča in nas hoče rešiti tako, da smo mi posvečeni, tako kot je on svet. Ko to pa vemo, to je pa že tema iz Stare zaveze, ker je potem spet Petrovo pismo
citira, prav, bodite, če kličete za očeta njega, ki vse sod brez, brez gledanja na to, kdo je kdo, ne. Potem preživite v svetem strahu, ker on je v svoje življenje, v tujčevanju, ker on je rekel, bodite sveti, ker sem jaz svet. Se pravi, ja, s tem, da kličemo Boga za očeta, s tem vstopamo točno v to posvečenje in posvečevanje. Ne, že v stari zavezi, že v Levitiku pravi, jaz sem Gospod, JHVH, ki vas posvečujem. Ne, se pravi, Bog nas posvečuje, ampak zato, da se on proslavi. Se pravi, že sam tukaj se pravi, posvečeno bodi tvoje ime, tukaj mi molimo, da se Bog proslavi in da se Bog proslavi kljub in kontra naši upornosti in grešnosti in neumnosti in nevednosti in aroganci in vsemu temu. Bog se izkaže svetega in seveda pa obenem prosimo, da nas posveti, da nas naredi za prave nosilce te svoje svetosti. Se pravi, ja, to je to posvečenje, posvečeno bodi tvoje ime. No, potem je pa naslednja prošnja. Pridi k nam tvoje kraljestvo, oziroma pridi tvoje kraljestvo, naj pride, odvisno od rokopisov. Kraljestvo. Tukaj pa spet vidimo, če pogledamo Jezusa, če pogledamo njegovo služenje, to je pa tista stvar, tista tema, ki je Jezusa skozi okupirala. Majčkeno pozneje v Mateju, Oče naš najdemo v 6. poglavju, na začetku 6. poglavja, na koncu 6. poglavja v Mateju najdemo to, da Jezus reče, iščite najprej nebeško oziroma Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo vam bo dano. Se pravi, ta iščite pomeni, to naj bo cilj, en in edin cilj vašega življenja, Božje kraljestvo. In Jezus tle seveda jasno naroči svojim učencem, molite za to. Molite za to, proste, da je Božje kraljestvo vzpostavljeno. Se pravi, da in zdaj kraljestvo pa vemo, kako je vzpostavljeno. Kralj je tukaj, je Jezus, je Mesija, ki je umrl, ki je vstal od mrtvih in ki ga je Bog prav z vstajenjem od mrtvih postavil, piše za Božjega sina v moči. Se pravi, mi molimo, da ta Jezusova postavitev za kralja, za vladarja vsemu svetu, vsemu človeštvu, vsem narodom, da ta postavitev, da se širi in da jo mi prvič, mi sami, da smo v njej, da smo pod to dobro Jezusovo oblastjo, mi sami, naši bližnji, učenci, s katerimi smo povezani, in pa seveda širiš tudi svet, ki še Jezusa ne pozna. Mi prosimo za Božjo oblast. Za Božjo oblast, ja, da pride iz nebes na zemljo. Se pravi, tukaj se pridružimo Jezusovemu srcu, on je gorel za to. On je skozi govoril o Božjem kraljestvu in tukaj mi vstopimo točno v to. In seveda, tudi tukaj se lahko spomnimo pa na eno mesto, še eno mesto iz pisma Rimljanom, ki Pavel za naš čas definira, kaj je Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je pravičnost, mir in veselje v svetem duhu. Se pravi, tukaj molimo, z drugimi besedami molimo za močno oblast svetega duha, da vzpostavlja pravičnost, to, kar je prav v nas, da nas naredi take, kot je prav pred Bogom, da smo deležni miru, tistega miru z Bogom, ki je lahko vse naokrog nas kaos in narobe, ampak v nas je mir, ker smo spravljeni z Bogom in smo tudi otroci miru in ljudje miru, ki ta mir prenašamo v ta svet, kjer so vojne, kjer se dogaja vse možno zlo. In veselje v svetem duhu. To je Božje kraljestvo. Se pravi, ja, tukaj vidimo, kako je to spet močno povezano in s tem, kaj je Jezus sam delal in kako je deloval, in na drugi strani tudi s tem, kako sveti duh deluje. In potem pa, zgodi se tvoja volja naj se zgodi. Že spet tle je zdaj ta obrat stran, ne moja, tvoja volja. Tukaj nas Oče naš spet porine v to Jezusovo mišljenje, v njegovo miselno in življenjsko držo. Ne moja, tvoja volja naj se zgodi. Vidimo, Jezus direktno to molil v Getsemaniju tudi. Ampak tle je še več od zadaj, ker ta obrat, da se zgodi Božja volja, to je zdaj možno, po Jezusu je prvič v res v zgodovini možno, da mi ljudje delamo to, kar Bog hoče, ne ven iz postave, ne ven iz enih pravil pa zahtev, ampak čisto enostavno ven iz Boga, iz Božje ljubezni, iz veselja, iz hvaležnosti in prav iz moči duha. In tukaj spet je tukaj eno čudovito mesto v pismu
Rimljanom, na začetku 12. poglavja, pravi Pavel: rotim vas, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto, Bogu všečno žrtev, ker to je vaše smiselno bogoslužje, in ne prilagajajte se temu svetu, ampak se prenavljajte svoj in tako boste razpoznali, kaj je Božja volja. Dobra, prijetna in popolna. Rimljanom 12, 1 pa 2. Tukaj jaz vidim globoko povezavo med to prošnjo, zgodi se tvoja volja, pa tem Pavlovim pozivom. Ker če res hočemo Božjo voljo izpolniti, potem moramo sebe dati Bogu brezkompromisno. To pomeni, da odložimo sebe. In tle seveda se sliši tudi drugi Jezusov poziv. Če hočete biti moji učenci, potem vzemite vsak dan svoj križ, odpovejte se sebi in hodite za mano. Tukaj to not odzvanja v tej prošnji. Če res hočemo to prošnjo moliti, tako kot se spodobi, potem to pomeni, da moramo sebe položiti pred Boga vsak dan, točno tako, kot je Jezus rekel, sebe kot živo žrtev, in obenem pa vedeti, da ta žrtev, tako kot pravi Pavel, je pa Bogu všečna. To je nekaj, kar Bog sprejema, tako žrtev, in jo tudi sprejema. Zakaj? Zato, ker imamo velikega duhovnika Jezusa, ki vodi to bogoslužje, ker to je resnično bogoslužje. Vsako drugo bogoslužje je hec v primerjavi s tem. To je pa resno, pravo, resnično bogoslužje, da mi sebe Bogu damo, da se mu izročimo, da se mu prinesemo po Jezusu, velikem duhovniku. Oče to žrtev sprejme z veseljem, pravi, da je to sveta žrtev. Evo, tukaj imamo spet temo posvečenja, in seveda izlije na nas Svetega Duha, da lahko delamo njegovo voljo v njegovi moči, z njegovo ljubeznijo, ne ven iz dolžnosti, ampak ven iz svobode, ker jo imamo v Kristusu, ker smo osvobojeni, ker smo odložili starega človeka, ker smo ga križali, pribili na križ točno s tem dejanjem, smo osvobojeni za vso Božjo voljo. Se pravi, to so te tri prošnje, ki se tičejo Boga. Tvoje ime, tvoje kraljestvo, tvoja volja. No, pa pridemo do središča te molitve. Kakor v nebesih, tako na zemlji. In to je pa spet ena ogromna svetopisemska tema, in je v bistvu gre za temo Božjega svetišča. Ker kraj, kjer se nebesa pa zemlja stikajo, je svetišče. In Jezus, seveda, kot vemo, v celi novi zavezi tudi je učil, da je zdaj v stari zavezi je bil svetišče prostor, zgradba zgrajena s človeškimi rokami, ampak Bog zdaj ne prebiva več v tem, ampak prebiva v svojih svetih, vsakem od nas posamezno, v našem telesu, ki smo ga ravnokar izročili Bogu kot sveto žrtev, in še veliko bolj pa seveda v nas kot skupnosti, ko smo združeni 2 ali 3 v imenu Jezusa, je on sredi med nami. In zanimivo, tam, ko to Jezus obljub, vemo, kaj je obljub takoj zraven. Tam, ko se boste vi strinjali, na zemlji, tam bo moj oče v nebesih uslišal. Se pravi, vidimo, na kaj leti ta, kakor v nebesih, tako na zemlji. Se pravi, mi, ko molimo na zemlji, Bog oče usliši v nebesih, seveda, ko molimo v skladu z njegovo voljo, za kar smo se ravno v prejšnjem koraku, da tako rečem, pripravili, ker smo se prinesli k Bogu za njegovo voljo. In tukaj je zdaj stik nebes pa zemlje vzpostavljen, tukaj je pravo resnično svetišče, ki je seveda najprej Jezus sam, ampak mi smo, kot smo rekli, povabljeni vanga, vstopili smo vanga, molimo ven iz njega, molimo v imenu Jezusa, se pravi iz njega. In zdaj smo tudi mi svetišče po Jezusu, in zdaj je tako, kot je tam v Janezovem evangeliju, ki je prav videli boste angele, ki grejo gor pa dol. Se pravi, tle je ta odprta linija med nebesi pa zemljo. Zaradi Jezusa je pot do Boga odprta in zato lahko molimo. In zato tudi Jezus drugje obljublja, da bodo naše molitve uslišane. No, v glavnem, to je zdaj središčna vrstica. No, potem pa je drug del, ki se tiče nas. In tukaj spet je važno, kaj Jezus misli, da mi rabimo. In tle so spet 3 stvari. Prav, daj nam danes naš vsakdanji kruh. Ta vsakdanji kruh, ta zveza je tudi zaradi izvirnika je dvopomenska. Na eni strani gotovo pomeni, da Boga prosimo za to, kar rabimo za preživeti vsak dan. Sploh, ker Jezus nas kliče včasih tudi bolj radikalno, da zaupamo Bogu, da nas bo preživljal. Apostoli so dejansko tako živeli, pa tudi mnogi drugi. In tudi spet na koncu istega poglavja, Matej 6, Jezus prav govori, da ne skrbimo za hrano in tako. In v glavnem,
tukaj zaupamo Bogu, da bo poskrbel za nas, da bo poskrbel za naše telesne potrebe, ampak seveda kruh v Svetem pismu ima pa tudi druge odmeve. Tako da kruh življenja na koncu je Jezus sam, pa malo prej v Matej 4:4 Jezus citira Staro zavezo, pravi, človek ne živi samo od kruha, ampak vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Se pravi, tukaj molimo tudi za duhovni kruh. Tukaj molimo, da nas Bog, ki je dajalec dobrega, ki prehranjuje vse stvarstvo že od stvarjenja, da nas prehrani in duhovno, in duševno, in telesno. Molimo za kruh, molimo za kruh Božje besede, da se nasitimo, da nam res Bog govori, da ko odpremo Sveto pismo, da ne bojo to črke, ampak da Božji duh pride, da nas nasit, da nas nahrani. Ne. In da se nasičujemo iz tega, kar prihaja iz Božjih ust. Se pravi, prvo je to. In drugo, kaj je prav, molite, da vam Bog odpusti vaše dolgove dnevno. Tudi vemo, koliko je to pomembno. Vemo, da to odpuščanje je dostikrat ljudem težka stvar, ampak po drugi strani, ko odpustimo, in zanimivo, da je Jezus dejansko edin tole prošnjo je komentiral sam, takoj zatem v 6. poglavju Mateja, pravi, če vi ljudem odpustite, bo oče odpustil, če ne odpustite, ne bo odpustil. In vemo, da imamo pol še, Jezus precej govori o tem, imamo ono priliko o enem, ki je bil dolžen ki je bil dolžen ogromno vsoto, pa mu je gospodar odpustil, pa en drug mu je bil pa dolžen nekaj malega, pa ni hotel odpustiti. Jezus hoče reči, Bog vam je pripravljen odpustiti ogromno. In dejansko nima nobenega drugega pogoja, kot to, da samo vi une drobiže, ki jih imate med sabo, da si jih odpustite. Samo to. Bog vam bo pa milijarde odpustil zdajle. In vam je skozi pripravljen odpuščati, kot vi odpuščate. In tudi vztrajno, tam Peter hoče biti radodaren, pa reče, naj tudi 7-krat na dan odpustim. Jaz pravim, ne, 77-krat 7-krat. Se pravi, neprestano drža odpuščanja in hkrati obljuba, prav, če vi odpustite, oče bo odpustil. Je odpuščeno. In tudi drugje pravi Sveto pismo, če svoje grehe priznamo, je Bog zvest in pravičen, da nam grehe odpusti in nas očisti vsake krivičnosti. Se pravi, in tukaj moramo še nekaj slišati. Jezus hoče, da živimo s čisto vestjo, zato ker molimo vsak dan, da se le spomnimo, odpustite vsem, ker oče vam hoče odpustiti, da boste živeli s čisto vestjo. Bog ima za nas, da živimo s popolnoma čisto vestjo, zato ker odpuščamo grehe. In so tudi nam naši grehi in prestopki in napake, nam jih Bog odpušča in je pripravljen, tudi on 77-krat 7-krat odpustiti. Se pravi, to zadevo s krivdo. Tukaj vidimo, koliko je važno Jezusu, da to zadevo s krivdo prav opravimo. In opravimo je prav enostavno takrat, ko res odpustimo. In takrat je Bog nam odpustil in imamo čisto vest. No, in potem je pa še seveda tretja prošnja, je pa zaščita pred zlom, pred napadi zla. Ne vpelji nas v skušnjavo, to je se da razlagati, je malo težavna formulacija, ker bi se dal narobe razumeti, da Bog koga pelje v skušnjavo. Jakobovo pismo to zelo jasno pojasni, ne skušajo nas naši lastni grehi in nas vodijo v zlo. Je pa tako, Bog pa dopušča preizkušnjo. In narodna stvar je, ker v izvirniku svetopisenskem ni razlike med tema dvema besedama. Skušnjava pa preizkušnja je ista beseda. In v grščini in v hebrejščini. Ampak Bog dopušča preizkušnjo ravno zato, da se mi utrdimo, da ratamo preizkušeni, da ratamo zreli. In nas skozi preizkušnjo nas gradi, nam daje zrelost, tako da Bog pušča. Vsak od Božjih ljudi je bil preizkušen, tudi Jezus sam. In Jezus sam je učencem v Getsemaniju isto rekel, molite, da ne padete v skušnjavo. Očitno niso dobro molili, ker so padli, takrat so vsi pogrnili, kompletno. Ampak Jezus želi, da molimo, da se zavedamo, smo sredi duhovnega boja, sovražnik, naš hudič je proti nam, njegovi demoni so proti nam, svet je proti nam, ampak tudi naše meso je proti nam. To so pač ti trije viri zla in nekateri prevajajo ta del tako, kot
save us from ourselves and the devil. Se pravi, reši nas samih sebe, naših slabih, starih vzgibov, želj, našega starega človeka. Ne? Ker skušnjava seveda se začne iz mesa. In se pravi, tukaj pa molimo za rešitev in za zaščito pred zlom. Ja, tako, zdaj za zaključek se mi zdi pa dobro, da bi prešli, da čisto na kratko mogoče demonstriram, ker zdaj, kako naj molimo zdaj to molitev, ne? Seveda Jezus sam pove v uvodu prej, da naj ne blebetamo, da naj ne brbljamo, da naj ne žebramo, to ni nekaj, kar je treba mehanično ponavljati, ampak obratno, kot sem rekel, to je, jaz tako to vidim, kot en prostor, ki ga je Jezus za nas pripravil, in to je njegov prostor, kamor vstopimo in kjer smo in kjer ga naselimo. Ja, in te besede nas vodijo v Božjo prisotnost in v realnost tega, kdo je Jezus in kaj dela, in nas postavijo točno tako, kot je prav. Zdaj, moja osebna praksa je taka, da molim en Oče naš 5 minut ali pa 10 minut ali pa pol ure ali pa včasih 1 uro enega. Zakaj? Zato, ker grem po vseh teh prošnjah in se pustim voditi duhu, da jih res prvič, da jih molim iz srca, drugič, da se pustim voditi duhu, da me spomnejo na vse, kar je tukaj noter, in zmeri vsakič dobim več tega. In to je način, kako naj bi molili, konec koncev, tako naj bi molili tudi ostale stvari, ki so v Svetem pismu, psalme recimo, o čemer bomo govorili drugič. Ampak to je način, kako naj bi se Oče naš molil. In zdaj, za zaključek bom na kratko zdaj, to bo zelo kratka verzija, ampak vseeno ga bom probal pač malo čisto tako, da dobite majčken občutka, kako naj bi to izgledalo. Aba, naš Oče, ki si v nebesih, Aba, jaz prosim, da naj bo tvoje ime posvečeno. Ti se sam poveličaj. Ti posvet samega sebe, Oče, in posvet nas, da bomo posvečeni. In da bomo tvojo svetost razodevali v tem svetu, da se boš ti pokazal za svetega. Ne nam, ampak svojemu imenu daj čast. Aba, naš Oče. Aleluja. Aba, prosim in prosimo te, da pride tvoje kraljestvo. Aba, zavladaj po Jezusu. Molimo, da se Jezus povzdigne in poveliča nad vse, tako kot je edino prav Božji sin, ki je vstal od mrtvih. Molimo, da ga sami globoko spoznavamo, moč njegovega vstajenja. In da vsi spoznajo njegovo moč, njegovo slavo, da se mu vsi podredijo, ga poslušajo z velikim veseljem, da se vsi spokorijo in da pridejo do spoznanja resnice. Aleluja. Aba, Oče, naj se zgodi tvoja volja, to, kar ti hočeš. Aba, prinašam se ti, izročam se ti. Nisem sam svoj, ampak sem odkupljen za drago ceno. Aba, Oče, naj se zgodi to, kar ti hočeš. Molim najprej za čisto ljubezen, tako kot si ti rekel, Jezus, da naj ljubimo Boga z vsem srcem, so dušo, vsem mišljenjem, so močjo. Ljubimo bližnjega kot samega sebe. In potem si rekel, da naj delamo učence, ki bodo delali učence. Aba, Oče, prosim, daj nam res, da vso tvojo voljo izpolnjujemo po tvojem duhu. Haleluja. In res, Aba, tako kot je v nebesih, tako kot je ta ljubezen v nebesih v tebi, tako naj bo na zemlji. Molim, da se izlije v nas, da biva v nas tvoja nebeška ljubezen, Oče. Tvoja nebeška moč, da delamo Jezusova dela. Aleluja. In da izpolnimo tvojo voljo z veseljem, s požrtvovalnostjo, s potrpežljivostjo. Haleluja. In prosim te, Aba, da nas nahraniš, da nam daš res hrano iz nebes, nasit nas s pravim kruhom, ki je Jezus. In poskrb, da bomo zdravi duhovno, telesno in tudi duševno, Oče. Poskrb za vse, tvoji smo, Oče. Hvalimo te za vso preskrbo. In prosim te, Oče, odpuščam kompletno vsem ljudem, ki so me kdajkoli, kakorkoli prizadeli, ali pa mi grejo kakorkoli na živce, ali me ogrožajo, Oče. Jaz odpuščam zdajle pred tabo. In v imenu Jezusa, Oče, te prosim, da ti meni odpustiš vse moje dolgove, vse moje pomanjkljivosti.
In te hvalim, Aba, Oče. Hvala ti, ker si ti obljubil, da boš odpustil. Hvala ti, Oče. Ja, jaz odpuščam in sprejemam tvoje odpuščanje po Jezusu, po tvoji besedi. Haleluja. Ja, in Oče, prosim, ne daj, da pademo, ne daj, da nas karkoli zamaje, zvrne, prevrne. Oče, v imenu Jezusa zaščiti nas pred zlom, zaščiti nas pred samim sabo, pred slabimi našimi željami, vzgibi, mislimi, karkoli slabega, starega, ki bi bilo v nas. Zaščiti nas pred demoni, pred Satanom, pred njegovimi vojskami. In zaščiti nas, Oče, pred svetom, pred njegovim mišljenjem, pred njegovim pompom, pred njegovimi ponudbami, Oče. Aleluja. Hvala ti, Aba, Oče. Slava ti, Aba, Oče. Slava ti in hvala. Haleluja. 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 Amen.